Zelo važno v vsaki skupnosti je, da v ljudeh podpremo njihovo zavest, kako pomembno življenje živijo, kako je dragoceno in kako je vsaka zgodba vredna, da jo ovrednotimo in mogoče tudi, da jo kdo sliši. Ampak še prej, da oseba, ki jo doživlja, čuti, da je bila ta zgodba dragocena. Mi smo žal navajeni, da ocenjujemo vrednost nekega življenja po dosežkih, ki so izmerljivi v smislu neke tekmovalnosti in primerjav. Z tega vidika, na primer, bi lahko rekli, da ko pripovedujemo zgodbo nekega alkoholika ali nekoga, ki je premagal eno hudo odvisnost, da je v tej zgodbi tisto, kar je največ vredno, to, kako se je končala. Se pravi, da je oseba prišla in premagala vso to zadevo. Mogoče je porabila 20 let za to, da se je izvlekla iz ene velike težave, ne? In potem mi govorimo samo o tem uspehu in se zdi, da tisto je ključno. V resnici je ta oseba najprej izgubila pot, prestajala velikanske stiske, se borila za to, da preživi, mogoče upala v prazno, ne? Polno teh neuspehov, katere pa je vlagala, samo da poti niso bile prave, so bile slepe ulice. Potem je začela, potem je vztrajala in to, da je na koncu prišla do nekega cilja, je zahtevalo leta in ogromnih vsakdanjih odločitev in porazov in padanja in vstajanja in tako naprej. In torej bi se lahko vprašali, katera je vrednost tega življenja, ki se je mogoče končalo s tem, da potem zadnja leta lahko živiš bolje. Ali pa recimo, kaj pa nekdo, ki je celo življenje hodil v napačno smer in samo v zadnjih letih razume in reče, kaj vse bi jaz moral popravljati, imam 70 let in sem odkril, da to je bilo narobe, to je bilo narobe in to je bilo narobe. Če mi na ta način gledamo na življenja, potem je zelo malo ljudi, ki bi lahko reklo, živel sem dragoceno in vredno življenje. In še manj vredno, da ga popišem in da ga pripovedujem. V resnici velika dragocenost teh življenj je v tem, da je oseba prinesla skozi vse te zahtevne korake, ki jih življenje ljudem nalaga, sebe in našla končno pot. In to, kar je ona vložila in ni obrodilo, je enako dragoceno in vredno tega, da to spoznamo in slišimo, kot tisto, kar je uspelo. Pred kratkim je šla zelo lepa knjiga v Ameriki, neke ameriške časnikarke, ki dela pri New York Timesu, je posnela na 1000 pogovorov z ljudmi in naslov knjige je Umetnost poslušanja. In v tej knjigi pravi, da prav vsak človek, s katerim se je srečala, je pomagal, da je nekaj razumela več o življenju in o človeku. In te zgodbe so bile včasih lepe z zelo znanimi ljudmi in včasih je bil to kdorkoli z ceste, in mogoče tudi berač ali kakorkoli kdo že, in vedno je nekaj dojela, kar je bilo izjemno dragoceno. In torej ta dragocenost je tista, ne, da kako smo mi spoznavali življenje, koliko smo morali včasih prestati za eno majhno, preprosto spoznanje, ne, koliko stvari moramo mi doživeti, da razumemo vrednost prijateljstva. Koliko ljudi mora iti skozi težke zgodbe, ne razumejo, kako gradimo partnerski odnos, zato da enkrat končno zmorejo poslušanja in dialoga in zgraditi en odnos. In koliko napak moramo narediti starši, zato da končno znamo prisluhniti otroku, ki nam potem pove tisto, kar nas poveže. Ta naša sposobnost, da se učimo, ne, in cena, ki nastane, zato da se nekaj naučimo. Vsi plačamo zelo visoko ceno v svojem življenju, da se naučimo in ta cena mora biti ovrednotena. Ker to je naše skupno učenje. Vsi se učimo življenja in vsi lahko drugim povemo, kako trda je bila ta šola in obenem, kaj vse smo od tega imeli. In torej izmenjava teh izkušenj v vsaki skupnosti, ko ljudje lahko drugemu povemo, da ni bilo lahko, ampak da smo veliko vložili in torej se lahko drug od drugega naučimo, ko poslušamo zgodbo drugega, tudi če ni to zgodba o uspehu. V tem mi ovrednotimo našo skupno človeško usodo in končno ugotovimo, da ne samo tisto, kar je šlo v zgodovino, je tako zelo pomembno, ne samo tisto, kar je v knjigah, ne samo tisto, kar je kdo podpisal z velikim imenom,
ampak vse tisto, kar je kdorkoli naredil za to, da je reševal svoje življenje in da je dal svoj majhen prispevek k temu, da vsi skupaj lahko živimo še naprej in še en dan.